Dobrodošli nazaj in čas je za prvo epizodo naše nove rubrike, naše mini vdaje vsak torek, takole zjutraj ob 8:30, se bomo prebudili z plesom. Rok in Varja nam bosta danes predstavila salso, kubansko, San Francisco in newyorško, če se ne motim, tako da predlagam, da si kar pogledamo. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Avenija plesa, z vami sva Varja in Rok. In tole je, kot sem že povedal, čisto nova oddaja o plesu. Ja? Se pravi, v tej oddaji se bova midva pogovarjala z vami in, kar je najbolj pomembno, plesali bomo. A ne, Varja? Ja, zaplesali bomo skupaj in lahko se boste naučili ogromno novih plesov in spoznali sveže plesne korake. Tako. Torej, za začetek smo v plesnem studiu Avenija plesa in tako se imenuje tudi naša oddaja. In kaj si bomo najprej pogledali, seveda tisto stvar, katero midva najbolj obvladava, se z njo ukvarjava že več kot 15 let in to je salsa. Tako, ja. Yes. Predno pa gremo na plesne korake, seveda se bomo malo pogovorili, iz kje sploh prihaja salsa, kaj sploh to je. In kako to, da midva pleševa in kako to, da je ta stvar sploh v Sloveniji. No, in verjetno si predstavljate, kaj je salsa. Ne? Salsa je ena omaka, je tako omaka okusov, ampak v našem primeru je pa to omaka ritmov, omaka plesov in omaka različnih zvrsti, zmešanih pod enim imenom salsa. Tako. Tako kot je Varja povedala, to je ena omaka različnih plesov, v katerih v bistvu, če ste že kdaj kaj plesali, ste verjetno kakšne te korake in plese tudi že slišali. Tako da verjetno za začetek ne bo težko, da pa še malo bolj poglobimo stvar, pa dajmo pogledati, kje sploh to prihaja. In sicer salsa prihaja v osnovi iz Kube, kasneje se je preselila v Latino Ameriko, v LA, New York, Miami, Puerto Rico. Tako. Ne? Tudi v Kolumbiji je zelo popularna. Ja, tako. In mogoče, kaj je pomembno, v Sloveniji plešemo, ne bom reči temu, 3 stile, ki so tudi najbolj prepoznavni po celem svetu. In sicer imamo to, kar prihaja iz Kube, je kubanski stil salse, to je krožni stil. Kaj je pomembno, da ne samo plesalca plešeta eno okoli drugega, ampak tudi poznamo potem ruedo, de casino, kjer v bistvu pleše več parov in plešejo v krogu, se menjajo in tako naprej. Potem pa imamo še 2 druga stila, ki sta pa linijska. Ja, res je. Imamo, tako kot je Rok rekel, linijski stil salse, za njega je značilen cross body lead ali across the body, menjamo se po isti liniji plesalec in plesalka. In sicer en je LA stil ali Los Angeles stil, mi temu rečemo tudi on one stil, ker plešemo na ena. Poudarjamo prvi bit v glasbi. Potem pa imamo še New York stil in sicer on two pravimo, poudarjamo drugi bit v glasbi. Za oboje velja enako, linija, za kubansko, pa tako kot je že Rok rekel, velja pa krožni sistem plesa. Ne? To je, v glavnem, poznamo ta 2 različna stila, se pravi krožni in linijski, in v linijskem imamo spet malo razdeljeno. In kaj si bomo mi danes pogledali, je salsa on one. Ja, ker je to ena taka osnova, če želite plesati salso, začnete s tem stilom in potem lahko razvijete naprej karkoli drugega od ostalih stilov. Preden gremo pa na ta stil, pa mogoče samo še to, da pri nas v zadnjem času obstaja tudi Kali stil, tega ne smeva pozabiti. Kali pa prihaja in Kali de Colombia. To je pa kolumbijski stil plesanja salse, tam je pa značilno zelo hitre nogice, veliko, mi temu pravimo footworka ali nožne tehnike. Tako, ja. No, mogoče, ker pa smo že omenili, kaj si bomo danes pogledali, in sicer salso on one ali LA style, mogoče še malo o tem, čist na kratko, zgodovine. Skratka, prihaja iz LA-ja in sicer začetniki tega stila so Vasquez Brothers. To so 3 bratje, ki so v bistvu utemeljili ta stil, so dorekli, kdaj se bo začel v glasbi plesati in so, kar je zanimivo,
ogromno enih akrobacij vnesli v ta ples, da je tudi zaradi tega ratal zelo popularen potem po celem svetu. Ker salso so poznali že prej, plesali so različno po glasbi, različne figure in tako naprej, ampak kaj pa značilno bilo v tistem času, ko govorimo 25 ali 30 let nazaj, je bilo pa to, da so fantje, se pravi Vasquez Brothers, so vnesli noter akrobacije in to je res dvignili to salso LA Style na en višji nivo. Seveda mi ne bomo teh akrobacij zdaj delali, bomo si pogledali čisto osnove, ampak ja, torej Vasquez Brothers, LA Style. In kako je pa salsa prišla potem v Slovenijo, je pa v bistvu začela se z Elderjem Sanchezom, ki je odprl prvo salsa šolo v Sloveniji, Salsateka, kjer sem tudi jaz začel učiti, najprej plesati in potem učiti. In potem se je tukaj v Sloveniji vse skupaj začelo. Ja, Utvarja, mogoče lahko boš še tvojo zgodbo. Ja, začeli smo s tem imeti malo več zabav plesnih, salsa partijev, ki pač upamo, da bomo jih malo spet imeli. To je ena taka fantastična oblika druženja, zvečer se pride, se spleše, se podruži in se ima fino. Tako. To je bistveno, se pravi, če ste cele dneve v službi in iščete družbo, iščete prijatelje, evo, to je eno zatočišče oziroma en dom lahko za marsikoga, se pravi, pridete na salso, pridete plesati in spoznate ogromno novih ljudi, ogromno družino plesno, skupaj hodimo ne samo po plesnih zabavah in dogodkih, ampak tudi v tujino na razne plesne dogodke, razne festivale, kongrese, na morje skupaj, na salso in tako naprej. Lušten sem imamo tako, da se nam lahko pridružite tudi v studio, ne samo preko ekranov. Zdaj pa mogoče tista zgodbica o začetku. O začetku, ja. Jaz sem pa začela plesati salso malo drugače in sicer sem jo spoznala preko Katje Klep, ko smo medva še oba, sicer vsak za sebe, plesala latinsko-ameriške plese. Ona me je navdušila nad linijsko salso in to so bili moji prvi začetki. Potem sem šla na tečaj kubanske salse, ker je to zelo bilo pri nas takrat, v enem majhnem obsegu. Potem pa se je to že počasi razvilo, sem že imela plesno šolo prej, pa smo takrat razvijali linijo in potem s časom skupaj se je pa ta Salsateka zgodba razvila in smo hodili plesati v Stari Glej še takrat. To so bili lepi časi. Zelo lepi. Takrat smo enkrat na mesec imeli tako ogromno parti, kjer je bilo... Kaj je bilo mogoče značilno za ta parti, kar danes več ni, da smo na istem partiju plesali vse stile plesa. Ni bilo važen, plesali si Kubano, plesali si LA, fajn smo se imeli, plesali smo še druge zvrsti, bačato, meringe, vse. Tako da, ja. No, evo. Torej, tako mečko na zgodovini, kako se je v Sloveniji zgodilo, kaj je pomembno še mogoče, najna zgodba, ne? No, pa daj rok. Ja, mi dva pleševa skupaj, zdaj bo že 12 let. Pred Avenijo plesa sva skupaj imela še en drug studio s partnerjema in sva v bistvu... Sva se odločila, da greva letos na svojo, ampak čisto samo svojo pot. Svojo samostojno pot in skupaj s to najo samostojno potjo studijem se je zgodila tudi Avenija plesa oddaja. Tako, in zdaj smo tukaj. In zdaj nama ne preostane drugega, kot da vas povabiva, da se z nama naučite osnovne korake salse. Tako je. Evo, tako, zdaj smo pa z vami na plesišču. In sicer pogledali si bomo kar osnovne korake salse, kar je čisto enostavno. In ostanite s kavča in pridite z nama. Tako. To je bistvo zdaj te oddaje, se pravi, ne samo, da naj poslušate, ampak da naj tudi gledate in zraven plešete. Tako da, Avenija plesa in salsa. Evo, kar osnovni korak salse imenuje se mambo ali rečemo tudi basic osnovni korak, ampak ja, mambo, kot že poznate, ples mambo je tudi iz tega plesa potem prišel mambo osnovni korak. Zgleda pa zelo enostavno. Bomo kar tako se obrnili, da nam boste videli in hkrati enako delali kot mi dva. Začeli bomo z levo nogo in bomo delali čisto enostaven korak. Naprej in nazaj. Bistvo je, da prestopaš. Guncamo se. Tako, naprej in nazaj in naprej. Čisto enostavno. Vidiš? Leva, desna, leva, desna, leva, desna. Bistvo je, da prestavljaš, prenašaš težo.
1, 2, Boste še s te strani videli, guncamo. Tak. Ja? Tako. Super. Ok, to je prvi del, zdaj pa naredimo še drugi del, ki je pa z desno nogo, začnemo pa nazaj in bomo naredili nazaj in naprej. In nazaj in naprej. Aha. Kaj je bistvo pri tem koraku nazaj je, če pogledate varjo, da ne stopiš s peto do konca. Ja? Tole nas smeš narediti, ne? Ok, se pravi, nazaj in naprej, prenašam težo. Cak, ja. Čisto enostavno, zdaj pa gremo pogledati. Skupaj jih damo, a ne? Tako, skupaj. In sicer imamo osnovni korak, z levo nogo začnemo naprej in delamo naprej in nazaj. In zdaj drugi del, nazaj in naprej. In basic, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 in stoj zdaj kle. Evo, to je čisto enostaven osnovni korak mambo. A misliš, da jim gre? Jaz mislim, da jim gre. Ker to je toliko osnovno, da morajo, a ne? Tako. To, tudi v copatih lahko. To. Ja. Pa na tepihu doma. Vse to se da. Če pa lahko odgrneš tepih, pa še to boljše. V glavnem, verjetno ste opazili, da sem zraven nekaj štev. To je ritem, ki ga štejemo v salsi in ga štejemo do 8. Temu rečemo 1 osmica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, in mogoče še pomembno, vmes sem ene številke spustil in to so 4 in 8. 4 in 8 so pauze in na te korake, se pravi, na te številke ne plešemo, ne delamo korakov. Kar pomeni v praksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 in stoj zdaj kle. Evo, jaz mislim, da nam to gre, tako da gremo kar naprej na naslednji korak in sicer rumba. Korak. Tudi za ta ples ste verjetno že slišali in sicer iz rumbe prihaja in enostaven korak, spet bomo začeli z levo nogo in bomo delali v stran in skupaj, v stran in skupaj. Z levo 1, 2, 3 in z desno 5, 6, 7 in 1, 2, 3. Šteješ ritem zraven in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 in stoj zdaj kle. Čisto enostavno. Ja, se pravi, to je bila rumba. Imamo zdaj osnovni korak mambo in rumbo. Pazi, gremo še enkrat kar povezati vse skupaj. 7, 8, basic. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 in rumba. 5, 6, 7 in 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 in stoj zdaj kle. Evo, super, to je to. No, po glasbi bomo šli pa po glasih. Evo, smo nazaj z oglasov v aveniji plesa in pri salsi. Tako je, najprej si bomo pogledali še enkrat mambo oziroma osnovni korak, pa rumbo bomo ponovili, pa še kaj novega se bomo naučili, ne? Tako je. Gremo najprej kar ponoviti. Yes. Je tako? Tako je. Okay. Pazi, gremo z levo nogo in osnovni mambo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, leva naprej, 2, 3, desna nazaj, 6, 7, 1 in gremo še v rumbo. Z levo stran, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, boki migajo, 1, 2, 3, Fantje tudi morajo malo pomigati. 6, no ja, 1, 2, 3, 5, 6, 7, pazi, osnovni imamo, z levo naprej, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 in 1, 2, 3 in stoj zdaj kle. Super, evo, jaz mislim, da imamo to. Upam, da ste z nama vadili in zaplesali doma, ne na kavču, ampak na preprogi vsaj. Veš kaj, pa tudi če so v službi, lahko zaplešajo zraven. Ok, gremo mi naprej na naslednji korak in sicer varja. Gremo na ča-ča-ča. Tudi ta ima ime po drugem plesu, ki ga uporabljamo kot osnovni korak v salsi. Tako, evo, gremo kar probat. Z levo nogo delamo korak, čisto enostaven. Gremo v stran, priključi, v stran in tep. V stran, priključi, v stran, dotik. Ok, kar stoj. Kaj je tukaj pomembno, oziroma drugače je, da nimamo vseh korakov s prenosom teže, ampak da imamo 1, 2, 3 na četrti bit imamo samo dotik, se pravi, se samo dotaknemo in 5, 6 in na 8 ravno tako tep. In 1, 2,
3, 4. Stopi, 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 dotik in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 in stoj zdaj kle. Imamo, ne? Super. Ja? A vam gre? Upam, da vam gre, ne? Tole je čisto enostaven Ja. korak, tako da ne bomo nič komplicirali. Mislim, da ni hudega. Ja, se pravi, zdaj imamo mambo, rumbo in ča-ča-ča. A gremo na en obrat. Seveda. Dajmo, no. Nujno. Malo težja stvar, ampak we can do this. Desni obrat. Tako. Osnovni korak za uvod in 1, 2, 3 in 5, 6 se ustaviš. Zdaj pa tukaj malo tehnike zraven že. Z levo nogo stopamo. Korak naprej, rotiramo desno za polovičko, prenesem težo naprej, spet rotiramo desno in priključim 3. Ja, in zdaj imam nazaj osnovni korak. Mambo spet. 5, 6, 7. En osnovni, 1, 2, 3 in desni obrat. Počasi. Leva obrn, desna obrn, skupaj nazaj. 5, 6, basic. In 1, 2, 3 in desni obrat. In 1, 2, 3, 5, 6, 7, pazi, gremo še zadnjič, desni obrat. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Evo, tako. Super. A ne? Imamo 4 osnovne korake in ravno prav časa, da gremo to probati po glasbi. Yes. Tako da, DJ, a ja, to sem jaz. DJ Roko Loko bo dal play, a ne Roko? Tako, evo, Okej. izvoli, glasbica. Ritem je zdaj že malo hitrejši, nič zato, gremo za Bomo šejkat. zmogele, ne? Tako. Pažem, da se imate dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, leva. 1, 2, 3, 5, 6, 7, leva naprej, desna nazaj. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. In gremo v rumbo. 1, 2, 3, 5, 6, leva. V stran, skupaj, v stran, skupaj, v stran, skupaj in osnovni. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Aha. Pazi, gremo probat desni obrat. A pejmo. In 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ovar je z nami. Živja! 5, 6, 7. Zdaj pa probamo še ča-ča-ča, ta je večkrat hitrejši. In gremo. Pazi. V stran in te, v stran skupaj, v stran te. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tle se imamo lahko tudi malo fajn, a ne? 5, 6, 7. Malo zaploskamo lahko. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3 in mambo, leva naprej. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 5. 1, 2, 3 in rumba v stran. In v stran, Punce, skupaj. dajmo, V stran, ova. še kaj. Lahko tudi malo ramice 5, porabite. 6, 7, ritem. 5, 6, 7. 1, 2, 3, osnovni. 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. 5, 6, 7, pazi, desni obrat. In 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, desni Ajde. obrat. 1, 2, 3 in rumba v stran. V stran in skupaj, v stran in skupaj. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, osnovni. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7. 1, 2, 3 in stoj zdaj kle. Evo. Evo. Tako. To je bil solo mambo, rumba, ča-ča-ča in desni obrat. Tako je. Se pravi, zdaj, če ste bili doma in ste sami probali, je to to. Če pa imate doma še partnerja, moža, ženo, ljubico, prijateljico, ne vem koga že, sosedo. Tudi v redu, sosede tudi veljajo. Tako? In sosedi tudi, seveda. Seveda. Pocuki Pa- za rokav pa gremo. Jo povabiš na ples v paru. Okay? In sicer, zdaj si bomo pogledali čisto osnovni mambo korak, ker v tejle drži, temu rečemo spodnja drža, ona stavi dlani, ona položi roke noter in greva v osnovni korak. Zdaj to, kar smo plesali proti steni, se pravi to, kar smo vadili, zdaj so bili moški koraki, Tako je. tako da boste plesalke oziroma dame začeli z drugim delom. Se pravi, začnemo z desno nogo nazaj na 1, vse ostalo je isto. Punce, mi lahko multitaskamo, oni malo težje. Ni bolj težko. Malo težje jim gre. Okay. Enkrat pogledaš, pa skupaj. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Leva naprej za moške in desna nazaj. Za plesalke. Tako je. 5, 6, 7. Imamo to. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Super, 2, 3. In stoj zdaj klep. Osnovni korak, mambo. Zdaj pa si pogledamo še. Drugi korak. Rumbo. Rumba, se pravi, to je pa tisto stran, ne? Čakaj, Rok, kako pa jaz vedela zdaj, da to moram, kaj pa sem pa to? Ja, malo te bom vodil, ne? Vodo me bo, fantje, vodo me bo. Moški, to je edina stvar v življenju, ki nam je še ostala, da smo zares deci. Tako da, če ne plešaš, ne vem. Tle imate kontrolo, popolno kontrolo. Punce nas imajo. Tako da v plesu res lahko vodiš tako kot ta pravdec. In sicer vodimo v stran in nazaj na osnovno mesto, na prvo mesto. Se pravi rumba, v stran in skupaj, v stran in skupaj. On z levo priključi in z desno. Priključi plesalke. Z desno priključi, z levo priključi. In 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, pa gremo basic. Osnovni mambo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 in rumba, 6, 7 in 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, po glasbi ci. Mava to, le? Yes, ok, pazi, kar gasa. Lahko malo Osnovni, pošejkate. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. In gremo v rumbo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1. 5, 6, 7. 1. A lahko se malo nasmejete drugemu. Žijo, kako si? 5, 6, 7. 1. Osnovni mambo. Vodiš jo. 5, 6, 7. 1. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, rumba, 1, 5, 6, 7, 1, tararam, ok. Yes, jaz mislim, da vam je to šlo, a ne, Rok? Jaz tudi mislim, da smo tole super naredili. Ja. Prva uvodna ura v salso. In sicer 4 osnovne korake smo solo si pogledali in 2 koraka v paru. Tako da, če to zvate do naslednjega tedna, mislim, da ne bo problem za nadaljevanje, a ne? Jaz tudi mislim, da ne. Ampak, preden pa končamo, kam jih moramo povabiti, Rok, a ti veš? Ne vem, Vaja, povej mi. A ti jaz povem, povabiti jih moramo naprej v jutranji program. Tako je. Dobrodošli v naslednjo oddajo.